Lahko razumemo, zakaj Islamska republika poskuša povezati dogajanje na severni fronti med Izraelom in Hezbolahom s procesom med Iranom in ZDA. Ampak, Jonathan Konikov, zakaj ZDA trenutno pristajajo na to? Ja, to je vprašanje za milijardo ali celo bilijon dolarjev, ki si ga zastavlja veliko ljudi na Bližnjem vzhodu. Prepričan sem, da si libanonsko ljudstvo, Izraelci in številne zalivske države zastavljajo vprašanje, kaj se je tukaj zgodilo in zakaj. Imamo tako velik razkorak med dejanskim stanjem na bojišču, stanjem Islamske republike in njihovo nezmožnostjo nadaljevanja bojevanja in NATO memorandum o soglasju. To, glede na to, kar vemo, in mislim, da so še vedno stvari, ki jih ne poznamo, to, da glede na to, kar vemo, je to zelo, zelo ugodno za iranski režim. Še ne zajema nobene od pomembnih tem, kot so bogatenje jedrskega materiala, balistične rakete, podpora proksi organizacijam na kakršenkoli pomemben način. In v bistvu samo prelaga to težavo v prihodnost. In edini predlog, ki bi ga imel, je morda ta, da želi ameriška administracija teh 60 dni izkoristiti, da bi imela več časa za diplomacijo, da bi se cene nafte znižale, kar se tudi dogaja, da bi se stvari v ZDA umirile in da bi imeli mirnejše vmesne volitve. In potem morda imeti možnost, da se vrnejo k temu, kar vsi razumejo, da je treba storiti, in to je poraz iranskega režima. Toda res je čas mraka, precej zmeden in težaven čas, ko verjetno potrebujemo veliko vere, ker se nekatere stvari preprosto ne ujemajo. Preprosto se ne izide. Jaki, kaj meniš? Poslušaj, lahko ti ponudim neki razlag. Henry Kissinger, državni sekretar, je nekoč rekel, da Izrael nima zunanje politike, ampak samo notranjo politiko. Tako bi zdaj okrivil ameriško politiko, da je postala notranja politika, ker so vmesne volitve in cene nafte. In Trump je to videl in mislil, da bi moral zmanjšati izgube in čim hitreje končati vojaško kampanjo. In mislim, da je to zdaj njegov glavni cilj, zmanjšati izgube. In mislim, da memorandum o soglasju v glavnem predstavlja nerazumevanje Bližnjega vzhoda. Ker veste, ko govorite o mehanizmu za preprečevanje konfliktov v Libanonu, v katerem sodelujejo Iranci, Pakistanci, Katarci in Iranci, ki so vključeni v ta mehanizem. To me nekoliko spominja na mehanizem, ki je bil vzpostavljen po dogovoru v Gazi, ki je ustanovil odbor za mir. Odbor za mir ne bo prinesel miru in mehanizem za preprečevanje konfliktov tam ne bo preprečil nobenega konflikta. Tako, mislim, da je Trump v osnovi napačno mislil, da vojaško ne moremo zmagati, zato pa poskusimo podkupiti Irance. In to bi morda prineslo neko spremembo v iranski politiki. Ampak to je bilo že prej preizkušeno pravzaprav za strani Trumpa samega v njegovem prvem mandatu z Severno Korejo. Poskušal je ponuditi neke vrste finančne spodbude severnim Korejcem, pa ni uspelo. In tudi z Iranci ne bo uspelo. Torej, kar zdaj vidimo, je nekakšen premor do vmesnih volitev. Moramo zadržati dih, počakati, biti potrpežljivi. In ko bojo vmesne volitve mimo, mislim, da bomo znova videli velike spremembe v regiji. To pa odpira tudi vprašanje, Ariel, kakšen vpliv imata Katar in Pakistan na ta proces trenutno. Izrael je izoliran, popolnoma odrinjen na stran, čaka, da vidi, kako bosta Islamabad in Doha pritiskala na te akterje, da bi dosegli dogovor, ki zagotovo ne bo v korist Izraela in varnosti širše regije. No, sodelujejo v pogovorih med ZDA in Iranom, prav tako pa imajo vpliv v pogovorih med Izraelom in Libanonom. In želim se osredotočiti na slednje, ker prav tam so presežene vse meje absurda. Mislim, na koncu imaš dve državi, ki kažeta dobro voljo in pripravljenost razpravljati o težkih vprašanjih. Mislim, na kaj se trenutno osredotočajo pogovori med Izraelom in Libanonom? Kje so sporne točke, od kod se bo IDF umaknil? In kje bodo libanonske oborožene sile prevzele nadzor ter razgradile infrastrukturo Hezbolaha?
Kaj ima Iran, kaj ima ta Iran, Katar pa Pakistan s tem? To je kot, veš, pogovori potekajo med ZDA in Iranom. Koga briga, kaj misli Kenija? Kenija ni vključena. Zakaj imata torej dva akterja, ki delujeta v dobri veri, že 5. rundo pogovorov? Da, obstajajo nesoglasja, ampak zato pa imaš pogajanja. In obe državi pravita, pustite našo suverenost nam. Izrael to pravi Združenim državam. Danes je izraelski obrambni minister Izrael Katz izjavil, da tudi če ZDA rečejo Izraelu, naj se ne umakne iz Libanona, tega ne bodo storili. Tudi libanonska vlada pravi, da sodelujejo v teh pogovorih z Izraelom. Ne vsiljujte nam nobenih tujih diktatov. In dejstvo, da ZDA pri tem sodelujejo, ni le milijardno ali trilijonsko vprašanje. To je 300 milijardno vprašanje. In mislim, da bi to moralo skrbeti ne le v Izraelu in Libanonu, ampak tudi v Združenih državah. In upam, da se bo ameriška stran, ki gosti te pogovore, zavedala, kako Izrael in Libanon poskušata sama rešiti ta problem. In dejansko poskušajo doseči dogovor, da bi lahko danes izdali skupno izjavo, da bodo začeli s pilotnimi območji. In imate te zunanje sile, katerih nameni niso ravno konstruktivni, ki poskušajo vsiliti svoje tuje diktate. Torej, Združene države tukaj kot nekakšen krovni posrednik. Prevzeti bi morali to vlogo in zadržati druge zunanje dejavnike, ki samo motijo ta konstruktiven in pozitiven proces, ki poteka med Izraelom in Libanonom. Morali bi prevzeti svojo odgovornost in ne dovoliti, da te drugi akterji posegajo v proces in morda celo iztirijo ta pogajanja, ki zaenkrat, čeprav so izzivi in izzivi so, zato pa imate pogajanja, ta pogajanja napredujejo. Kaj pričakujete, da se bo zgodilo po 60 dneh? Si predstavljate, da bo Donald Trump rekel, da nimamo konkretnega dogovora? Podaljšajmo še za 60 dni. Ali pa ga vidite, da bo rekel, da so vojaške možnosti na mizi? In če je temu tako, kaj to pomeni za Izrael? Ja, mislim, da je še vedno prezgodaj za oceno tega in mislim, da bomo videli, ko bomo nadaljevali. Pravično je domnevati, da je pomembnejši datum vmesne volitve in ne nujno iztek 60 dni. Mislim, da Iranci počnejo to, kar počnejo v Libanonu. In do zdaj jim je uspelo ustvariti to povezavo, to nenormalno in neracionalno povezavo. In se zelo strinjam z oceno Ariela, to so storili, ker so obupani. Njihova glavna posredniška organizacija je v resnih težavah in zdaj hitijo, da bi jo rešili. Razumejo, da je Hezbolah trenutno najšibkejši, kar je bil kdajkoli. Izraelski vojaški pritisk je bil zelo uspešen in prevladujoč nad Hezbolahom. Skoraj 10.000 ubitih pripadnikov Hezbolaha od leta 2000 do leta 2023 in še več jih bo. IDF razstavlja infrastrukturo Hezbolaha. In libanonska država prvič pravi, ti, Hezbolah, si tuj, služiš tujim interesom in nimaš pravice določati naše nacionalne varnosti. In želimo, da se umaknete iz naših nacionalnih zadev. Zato je Iran v paniki. Ironija te situacije je, da so Združene države Amerike del teh dveh vzporednih procesov, ki si medsebojno nasprotujejo. Memorandum o soglasju ali nesporazum o Bližnjem vzhodu, kar je po mojem jaki odličen izraz, ter neposredna pogajanja v Libanonu. Ta dva procesa ne moreta sobivati, eden izniči drugega, ker je osrednje vprašanje tukaj Hezbolah. Torej, mislim, da bomo videli, da bo, če ne bo doseženih dogovorov po željah predsednika Trumpa, verjetno preložil, kot je to storil v zadnjih 2,5 mesecih, brez kakršnega koli posebnega razloga, in rekel bo, da bo dal več časa, dokler ne doseže pravih rezultatov na vmesnih volitvah, kar upam, da mu uspe. Potem pa je vse odprto in lahko začnemo znova.